Živijo, tukaj Valentin, ura je 12. Danes bom pa govoril o bolečinah fizičnega telesa, ki jih povzročamo z našimi odločitvami glede oblačenja. Povedal sem že, da itak telo stalno doživlja bolečino zaradi tega, ker umsko-zavestni sistem črpa življenjsko silo iz fizičnega tkiva. Potem pa mu povzročamo še dodatne bolečine s tem, ko se odločamo za vrsto oblačil in obutve, ki je zelo neudobna. Nekako zanemarjamo sporočila našega fizičnega telesa, ki nam govori, kakšno oblačilo je za njega primerno in kakšno ne. Temveč se v glavnem odločamo za oblačila, ki so v skladu z raznimi modnimi smernicami, da bi naredili čim boljši vtis na druge, da bi si pritegnili nekega partnerja, ki bi nas imel rad in skrbel za nas. Predvsem je ta način oblačenja izrazit pri ženskah. Še najbolj kritično je recimo izbira obutve z visokimi petkami, ki izjemno pohabi prste in tudi deformira hrbtenico, povzroči bolečine v hrbtenici in številne druge težave, ki so povezane z tem. Na splošno pa, če se primerjamo z drugimi živimi bitji, ki so v stiku z zemljo, ki praktično hodijo bos, pa ljudje večinoma hodimo v obutvi, v čevljih in na ta način izgubimo stik z zemljo. Glede tega se priporoča, da se čim več hodi bos, ker skozi podplate se odvajajo določene snovi iz telesa in stik naših podplatov z tlemi zelo zdravilno deluje na naše telo, ker občutek stika z zemljo, travo, peskom je izjemno pester, je neka vrsta refleksoconska masaža za telo. Vemo, da in na podplatih in na dlaneh so razne refleksoconske točke, preko katerih za masažo tudi zdravilno vplivamo na boljše počutje našega fizičnega telesa. Skratka, pomembno je, da smo pozorni na to, ko izbiramo neko novo oblačilo v trgovini, da resnično prisluhnemo svojemu fizičnemu telesu in začutimo, kako naše telo začuti oblačilo. Ali ga kje stiska, ali ga kje tišči, ali se kakšen del zatika v telo, potiska v telo. Zato, da potem ne povzročamo nepotrebnih dodatnih bolečin našemu fizičnemu telesu, ki že tako in tako trpi zaradi dopuščanja obstoja umsko-zavestnega sistema. Toliko glede tega. Vabim vas torej, da čim bolj izbirate udobna oblačila. Tudi udobna oblačila so lahko še vedno modna, sodobna, na videz prijetna
In brez potrebe je, da postanemo žrtve mode, zato da bi ugodili nekim družbenim stereotipom, nekim smernicam, ki si jih je nekdo izmislil. Bolje je poskrbeti za sebe, za udobje svojega fizičnega telesa, ker z njim smo stalno v stiku, nas podpira, nam omogoča izražanje v tej fizični realnosti in je samostojen organizem, ki smo mu lahko hvaležni in predvsem tudi za izbiro oblačila mu lahko to hvaležnost praktično izrazimo. Hvala lepa za posluh in nasvidenje.